Današnja tematika je nekaj posebnega, to pa zaradi tega, ker sem se želel osredotočiti na to, kako zapolniti termine vaših strank. Torej, danes bo tekla beseda o tem, kako bi lahko stranke dodatno pritegnili na termine oziroma na lažji način. No in bomo kar začeli, pa bomo začetka, bomo štartali kar z marketingom, kajti marketing je tisti, ki danes, predvsem offline marketing, nam izjemno pomaga pri pridobivanju potencialnih strank in seveda tudi pri ozaveščanju dosedanjih strank oziroma stalnih strank in zato tudi lažje z njimi zapolnimo termine. Kar se tiče offline marketinga, je pa zadeva takšna. Včasih nekateri rečejo, ja, ampak pri nas so bolj učinkovite reklame recimo na radiju ali pa recimo v lokalnem časopisu in tako naprej. Res je, vsako področje je nekoliko specifično in ljudje so bolj dovzetni pač do nekaterih medijev in zato skušajte to izkoristiti, preverite najprej, kateri mediji so tisti, ki dejansko imajo nek učinek na vaše ciljne stranke in ko boste to ugotovili, boste videli, da imate veliko več možnosti se osredotočiti na to, kar vam dejansko lahko pripelje nove potencialne stranke oziroma, kot smo dejali prej, spodbuja vaše že obstoječe stranke. Druga zadeva, na katero bi se lahko osredotočili, zato da bi lažje zapolnili vaše termine, je, da se osredotočite na vaše bivše stranke. Nekateri rečejo nekako takole, ja, včasih si je bilo bistveno več strank, danes je malo manj, pa vprašamo, ja, in kaj ste naredili s tistimi strankami, ki ne prihajajo več k vam? Sej, nismo naredili nič, ker pridejo itak druge, No, v takšnem primeru je zgodba drugačna. V naši akademiji vas naučimo korak po koraku, kako bivše stranke ponovno pritegniti v salon in verjeti ne morete, kaj vse se skriva tukaj v ozadju. No, to se boste naučili pri nas, ko se boste udeležili akademije, kajti verjamem, da marsikdo od vas želi narediti pri poslovanju korak naprej. Tretja zadeva, na katero bi bilo dobro se osredotočiti, je to, da pripravite določene dogodke, recimo kot so akcije, promocije, recimo prezentacije, dnevi odprtih vrat. No, v sedanjem času je to nekoliko težje. Je pa to možno vseeno narediti preko socialnih omrežij, tako da pripravite nek dogodek, lahko povabite kakšnega gosta, lahko prikažete recimo določene tehnike, ki jih vi uporabljate pri uporabi določenih izdelkov, aparatur. Vse to lahko prikažete strankam, zato da bi se lažje odločile in seveda jih nekako pritegnili do tega, da ustvarite zanimanje pri njih. Četrta zadeva je način plačila, ki ga lahko uvajate. Danes je to veliko lažje, recimo pri nas še vedno ne uporabljamo toliko PayPala in ostalih možnosti, ki se lahko koristijo za plačilo in rezervacijo terminov naprej. Tukaj je še veliko prostora, splača se razmisliti o tem. Seveda podrobnosti, kot sem dejal, se boste naučili na naših delavnicah. In seveda še peta zadeva, ki mislim, da je ravno tako pomembna. Več je potrebno delati na že obstoječih strankah. Vedno rad poudarjam, da največje bogastvo v salonu že imate, to so vaše že obstoječe stranke. Če boste njih nadgrajevali, boste videli, da boste v krajšem času lahko bistveno več prihodka ustvarili kot pri iskanju novih. Res pa je, da je potrebno tudi nove nenehno iskati. Torej, skušajte biti strankami, kolikor se da blizu, ozaveščajte, kontaktirajte jih, pogovarjajte se z njimi, vendar nekje sem zasledil, da je celo dobro, da če se strankami pogosto srečujete oziroma kontaktirate, da je zelo dobro, da postanete dobri prijatelji.
To velja samo do neke meje, kajti večji prijatelji, kot ste strankami, vedite, da manjša bo prodaja oziroma nižja bo prodaja. Torej, svoje delo upravljate čim bolj profesionalno, blizu strankam bodite toliko, da jih boste lahko vzdrževali, da jih boste vzgajali, da jih boste ozaveščali. To je poanta današnjega poslovanja. To ne pomeni, da niste prijazni, to ne pomeni, da bi se, bom rekel, na nek čuden način obnašali do strank. To pomeni samo to, da ste strokovni, da znate pristopati do svojega dela, znate pristopati do strank in seveda znate tudi pomagati v vsakem primeru, ko to stranke potrebujejo. Torej, nasvet za današnji dan se glasi nekako takole. Več kot boste vlagali v prepoznavnost vašega dela in salona, večje bodo postale možnosti za pridobiti nove stranke in ohraniti že obstoječe. Torej, na vas je, da se odločite, koliko boste česa vlagali, zato da bi si ustvarili večjo prepoznavnost na trgu in seveda, koliko boste strankami sodelovali, da jim boste lahko zagotovili sigurnost in varnost v vašem salonu. Torej, želim vam lep in uspešen dan in korajžno naprej. Srečno!